Kaj je botrstvo? Botrstvo je en projekt, ki smo ga začeli skupaj z Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje na osnovi moje ideje. A veš, jaz sem razmišljala, kaj bi dala otrokom, ki doma nimajo toliko, ki ne morejo iti na počitnice, ki niso enakovredni ostalim otrokom. In skupaj z Zveze prijateljev mladine smo pred 10 leti začeli s tem projektom. In botrstvo ime izvira pa od tukaj, da ima vsak otrok svojega botra. A veš, boter ve, da je njegovemu otroku ime kakorkoli že, da je doma iz katerega konca Slovenije, koliko je star, v kakšno šolo hodi in vsak mesec dobi ta otrok od svojega botra 30 evrov. Koliko otrok je vključenih v ta projekt? Joj, veliko, Lučka. V 10 letih jih je bilo več kot 10 000. Trenutno zdaj jih je 6 000 in 6 000 naenkrat jih nismo imeli še nikoli. Koliko je pa botrov? Botrov je malo manj. Če imamo 6 000 otrok, imamo botrov nekaj več kot 5 000. Midva sva pa želela 2 frpsološki majčki podariti za vaš projekt. O, kako lepo, in vidim, da sta enake barve, kot jih imata vidva. To so zelo dragocene majčke, a ne? Te majčke so v resnici naše uniforme frpsologov in še nobenemu jih nismo podelili. To bo pa zdaj zelo zanimivo, da dva otroka jih bosta pa lahko dobila, ne? Oranžne so za fante, zelene pa za punce in še napis imajo od zadaj. Wow, saj res, napis. Na zeleni in na oranžni je tudi napis. Okej, dajmo malo razmisliti. Razumem, da so to dragocene majčke, da jih ne moreš kupiti. Kaj, če razveselimo 2 otroka, ki sta vključena v botrstvo in ki so vaših let in bosta te 2 otroka to dobila? Kako se vama to zdi? Super. Super? Na kakšne načine pa še zbirate denar? Poleg teh mesečnih prispevkov botrov smo v preteklih letih speljali skupaj z Valom 202. Na Valu 202 ves čas govorijo o botrstvu in podpirajo botrstvo. Nekaj dražb naših vrhunskih športnikov. Se veste, športniki vedno radi pomagajo, vedno. Tako smo na dražbi prodali smuči Petra Prevca, s katerim je pred nekaj leti zmagoval. Na dražbi smo dražili superge Luke Dončića in lansko leto smo imeli 2 uspešni dražbi. Tadeja Pogačarja po zmagi na Tour de France in Primoža Rogliča leto poprej, ko je zmagal na španski dirki v Vuelti. A to so fotografije vaših dogodkov? Ja, veš, teh dogodkov v 10 letih je bilo ogromno. To je fotografija z enega dogodka, kjer je bila donacija, kot se vidi, 7 000 evrov. A bi lahko tudi mi, frpsologi, začeli eno dobrodelno akcijo? Wow, to je pa odlična ideja, Lev. Lahko. Veš, kaj predlagam? Najenostavnejše je, da naredimo tako, kot običajno naredimo, in sicer z SMS-i. Se veste, z SMS-i se zbira denar za marsikaj, a ne? Mi imamo sklic Prijatelj 5 in če se dogovorite otroci, vsi, ki tole gledate, s svojimi starši, vam bi verjetno dovolili, da darujete po 5 evrov za sklad botrstva in za otroke, ki pač potrebujejo denar za karkoli. Komu bomo pa podarili zbran denar? Se vidva ukvarjata s kakšnim športom, igrata kakšen inštrument, kaj delata? Jaz treniram badminton, pa v glasbeni šoli igram klavir. Lepo. Jaz pa plešem hip-hop. Ja, super. To najboljš, da malo povežemo to darovanje. Če vidva igrata, se ukvarjata športom, plešeš, igraš klavir, potem najboljš, da denar, ki ga bomo zbrali na ta način preko SMS-ov, damo v naš sklad Talenti in pomagamo drugim otrokom, da bodo lahko trenirali šport ali igrali kakšen inštrument. Se strinjata? Ja. V redu tako? Evo, super. A bi tudi midva poslala 5 evrov? Ja, seveda. Kaj pa napišem? Prijatelj 5 1919.